Navodila za pravilno štempljanje pa niso edina skrb Luke Mesca. Zaradi menda neresničnih obljub o zvišanju pokojnin ga je napadla dolgoletna frendica. Mi nimamo nobenih osebnih problemov s komarkoli, problem pa imamo, če se zavaja in laže glede dostojnega življenja upokojencev, glede nekih stvari, ki se dogajajo. Mi smo samo opozorili na to, da je pač Luka Mesec govoril neresnice. Kaj pa je to zdaj? Konc ljubezni? Luka Mesec laže. A ni Levica glih ustanovila inštitut 8. marec? Tako te nabije sam zelo jezna bivša. Mesec je sicer potem okrog razlagal, da ni lagal, da je vse v penzijah res, ampak, veš, ko se punca zaenkrat odloči, da je prasec, si prasec. Je pa Nika Kovač z zavzemanjem za upokojence navdušila novega snubca. Zdaj pa zanima, kdo bi to lahko bil. Z vsem spoštovanjem smo pričakovali tudi inštitut 8. marec in Niko Kovač. Te rožice so zanjo. Neverjetno! Wow, Pavel Rupar v zadnjem času, tudi vodja jeznih upokojencev, je kupil vrtnice Niki Kovač. Zdaj domnevam, da jih je ta mlada, nadobudna aktivistka z gnusom zavrnila. Ali pač? Si želim, da bi bil ne toliko pri besedah pa zastraševanju, ampak da bi dejansko bil sposoben tudi priti sem pa mi to podariti. A sem prav razumel, ona bi rada, da Rupar pride od besed k dejanjem in prinese te vrtnice. Se pravi, je v prenesenem pomenu Nika Kovač Ruparju sporočila tiča vun. Če se ne motim. Pa vemo, kako gre. Pridi, dala ti bom cvet. Sol na rane Golobove vlade je v soboto z veliko žlico stresel tudi Matej Tonin na kongresu Nove Slovenije. Grozni časi, ne? Samo kregamo se. Kaj mi je pa on zameril? In vlada je v vsem tem času nanizala osupljive dosežke. Slovenija je danes manj privlačna, bolj nevarna in bolj zbirokratizirana, kot je bila. Predvsem pa delovnim ljudem jemlje veselje do dela. Moram reči, da Tonin malo pretirava. Pač Sajovic bo potrdil, ja, da ima vlada osupljive dosežke, da delajo dobro. Ampak da ljudem jemlje veselje do dela, poznam kar neki ljudi, ki nimajo okoli veselja do dela, ne glede, a je premier Golob, Janša ali pa Šarec, se ne spremenijo, pač nimajo veselja. Je pa Tonin pojasnil tudi vzrok za silne vladne uspehe. Kaj so odkrili v Novi Sloveniji? Če se poslanci iste stranke prvič srečajo na konstitutivni seji državnega zbora ali pa če se ministrska ekipa prvič vidi na prvi seji vlade, je jasno, da taka ekipa ne more funkcionirati. Jaz mislim, da je malo mimo strelu, ne? Njegovi krščanski demokrati so pač malo za cajtom. Kako si pa oni predstavljajo, da delujejo spletni zmenki, ljudje božji? Ali Tinder? Podrsaš desno, se srečaš, probaš, vidiš, če gre, če ne gre, pa se pa odločiš, ali bi zadevo ponovil ali ne. Če ne, svajpaš naprej. Probaš s kom drugim. A niste videli Golobov profil Tinder pred volitvami? Uspešen podjetnik, športnik, nekadilec v najboljših letih, iščem partnerje za delo v vladi in depolitizacijo. Sam pri njem, po njegovem profilu, če ti je bil všeč, si mogel v levo podrsati, ne v desno. To je edina razlika. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.